Še ena vzdignjena panda, ki vas bo lagodno pripeljala na najbolj strme in vzdignjene hribe, a ne? Niti ne. Tale je trekking in nima štirikolesnega pogona. Uvršča se torej med navadno cestno pando in različico 4x4. Bliže je sicer slednji, saj sta obe višji za 5 cm in imata že v osnovi 15-palčna lita platišča. Panda 4x4 sploh ni bila slaba. Kaj pa se zgodi, ko ji vzamemo štirikolesni pogon? Nič kaj, dokler se ne mislite voziti po džungli ali 2000-akih, kjer je 4x4 kot doma. Trekking ima namesto štirikolesnega pogona sistem Traction Plus, ki poveča navor kolesu, ki ima več oprijema, tako da zavira tisto, ki ga nima. In tudi luknje na poti do štocune ne bodo več noben problem. Po mestu je enako agilna kot navadna različica, razlogi pa so kompaktne mere, visok položaj sedenja in pa način siti, ki naredi volan že kar nesmiselno enostaven za vrtenje. Parkiranje je res enostavno. Je pa iz svojega elementa na odprtih cestah, ker volan ne daje veliko povratnih informacij, veliko je nagibanja in tudi gume M+S kar hitro obupajo nad oprijemom. Oblikovno? Ja, zadržana in ekscentrična. Vse je v kvadratih. Veliko odlagalnih površin ima, prestavna ročica je super postavljena tukaj. Po drugi strani pa je plastika trda, na določenih mestih je zelo ostra, volan ni nastavljiv po globini, sedeži so kratki in tudi brez pretiranega bočnega oprijema. No ja, po drugi strani gre še vedno za dokaj ugoden avtomobil, 15.500 evrov stane, s popustom 13.500 evrov, kar pa ni več veliko. Pa še dizelski motor ima, sicer samo 5 prestavami, ampak jih je čisto dovolj in še avtomobil je lahek. Poraba je slabih 6 litrov, čeprav tovarna obljublja slabe 4. Še nekaj. Isti motor tukaj lepše in tišje deluje kot pri 4x4, saj je menjalnik izračunan za cesto, da se boste lažje odločili. A ja, pa 4x4 je 1500 evrov dražji.